Pozdravljeni! Pred nami je zadnji briefing, kjer bomo skušali skupaj analizirati vse tiste pomembne podatke pred veliko nagrado Francije. Kot običajno se bomo tudi tokrat v zadnjem briefingu posvetili trem ločenim segmentom, a ti segmenti so seveda med seboj še kako povezani. V prvem segmentu se bomo ukvarjali s samimi kvalifikacijami, seveda z rezultati, z vsemi podrobnostmi, ki so omembe vredni, in seveda s tistim, kdo nas je presenetil in kdo razočaral. V drugem segmentu se bomo posvetili ritmu oziroma projekcijam o možnih ritmih. In tudi tu bomo skušali ugotoviti, kdo je v rahli prednosti pred kom. In seveda že iz tega bomo lahko dobili dokaj jasno sliko, kaj lahko pričakujemo od dirke. V tretjem segmentu bom pa podal moje osebno videnje glede tistih možnih strategij za nedeljsko dirko. A začnimo s prvim segmentom. Najboljši štartni položaj za Maxa Verstappena, a ne le to. Max je dokazal, kakšna je njegova dodana vrednost v Red Bullu RB16B. Kajti na četrtem mestu je njegov moštveni kolega Sergio Perez, zaostanek 45 stotink, seveda govorim zaokroženo. Torej, skoraj pol sekunde je bil Max hitrejši od moštvenega kolege z istim bolidom. Torej, lahko rečemo, da je Max pridodal kar nekaj k svojem kvalifikacijskem času. Podobna slika pri tovarniški ekipi Mercedes, kjer je Lewis Hamilton pred Valtterijem Bottasom. A razlika med enim in drugim je tam okrog desetinke. Seveda, voznika sta med seboj zamenjala šasiji in takoj se je forma Valtterija Bottasa popravila. Mogoče ni krivda v šasiji, mogoče je krivda v psihološkem občutku, sedaj je dobil Valtteri malce več zaupanja in desetinka med njim in Lewisom je več kot opravičljiva. A kar ni opravičljivo je to, da Lewis Hamilton je 25 stotink, torej 1/4 sekunde, počasnejši od Maxa Verstappena. Na progi, na kateri bi Mercedes v teoriji moral biti hiter. A seveda, napoved za zanimivo dirko. Težave v mojem videnju teh kvalifikacij nastanejo pri tistih, ki sledijo. Namreč imamo na 5. mestu Carlosa Sainza mlajšega, nato Gaslija in Leclerca. Zakaj so pri njih težave? Zaradi ogromnega zaostanka. Carlos Sainz mlajši zaostaja točno za 85 stotink v primerjavi z Maxom Verstappenom. In seveda govorimo o skuderiji Ferrari, tisti ekipi, ki je na prejšnjih dveh dirkah suvereno osvojila prvi štartni položaj. Seveda malce tudi po spletu okoliščin, a to ne pomeni, da imajo kar naenkrat tako velik zaostanek. Seveda, tu lahko tudi malce okrcamo Charlesa Leclerca, kateremu se niso posrečile kvalifikacije, kajti boljši od njega je bil Gasly. In med tistimi, ki so me izjemno razočarali, so bili tudi pri ekipi McLaren. V celotnem vikendu sem jih videl malce bližje, a če jih malce pokategoriziram, imajo nek povprečen zaostanek sekunde in 2 desetink, kar je po mojem osebnem mnenju ogromno. Še zdaleč pri McLarenu me niso tako razočarali kot pri tistih 3 ekipah, ki se začnejo z A. Alpine, Aston
Martin ter seveda Alfa Romeo Racing. Alfa Tauri so bili zelo solidni, da ne bo pomote. Pri Alfa Romeo Racingu so bili na prostih treningih tam na robu deseterice, na kvalifikacijah jih ni bilo ne blizu in ne zraven. Podobno bi lahko govorili o Aston Martinu, kjer smo videli v resnici, da Lance Stroll ni imel sreče, a seveda lahko bi opravil bolje prvi poizkus, ampak tudi Sebastian Vettel ni bil hiter. Pri Alpinu res v zadnjem delu kvalifikacij Fernando Alonso na 11. mestu, Esteban Ocon, pričakoval sem jih više. Tam takoj za prvimi najhitrejšimi. A sedaj, malce pod črto. Analizirati moramo tudi vzrok za tisti dve rdeči zastavi, ki smo jih videli na teh kvalifikacijah. Povzročila sta ju dva novinca in mislim, da lahko pričakujemo nekaj takega od vsakega, ki je prvo sezono v Formuli 1. Seveda, bila sta Yuki Tsunoda ter Mick Schumacher. In Mick Schumacher je izkoristil splet okoliščin in se tako kvalificiral v drugi del. Čeprav ga nismo videli nastopati in lahko tudi ne bi smeli pričakovati boljši rezultat od 15. moramo biti previdni. Kolikor gledamo rezultat samo na papirju, enkraten dosežek. Kolikor smo realni, začetniška napaka z veliko mero sreče. A tudi sreča je pomembna v Formuli 1. Hotel bi poudariti nekaj drugega. Bodite pozorni na razne naslove, na mnenja, na komentarje, ki jih boste zasledili v raznih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Kako bodo govorili o Tsunodi in o Schumacherju? In vsakdo izmed nas si lahko predstavlja, kako bi govorili, če bi rdečo zastavo povzročil Nikita Mazepin. A seveda gre za mojo malo provokacijo, ki izraža tudi to, da danes v medijih so novinci nekako tretirani drugače. A vedeli smo na kvalifikacijah tisto, kar je najbolj zanimivo. Da v drugem delu so vsi, dobesedno vsi uporabljali medium pnevmatiko. Tisto z rumenim napisom oziroma C3. Bistveni podatek, kateri nam bo prišel še kako prav v nadaljevanju. A sedaj pojdimo malce na ritem. In tu moramo najprej ugotoviti, kakšne analize so vredne naše pozornosti. Mnogokrat boste v raznih virih opazili analizo, katera je na voljo naprimer na uradni spletni strani Formule 1. In če pogledamo tisto predvidevanje za same kvalifikacije, bomo videli, da v resnici drži in ne drži. Namreč avtor je razmerje sil sestavil po ekipah. In seveda, če združi Maxa Verstappena in Sergija Pereza skupaj, dobi slabši rezultat od tistega, kar bi lahko rekli, če združi Lewisa Hamiltona ter Valtterija Bottasa. Seveda gre za minimalno razliko, a tako, da boste videli, da številke držijo, papir prenese vse, a rezultat na progi je nekaj drugega. Tudi zato sem poudaril tisto dodano vrednost Maxa pri kvalifikacijah. Seveda, ukolikor pogledamo ritem sestavljen po ekipah, bomo zopet opazili, da po svoje naj bi bil Mercedes malce hitrejši. A razumemo lahko, da taka analiza za kako bolj poglobljeno predvidevanje, kaj lahko pričakujemo od dirke, ni preveč primerna. Kolikor vzamemo analizo sestavljeno iz časov posameznega voznika, bomo lahko opazili, da Max Verstappen bo hitrejši tudi kar se tiče ritma.
In po moji osebni oceni, po mojem osebnem izračunu, bi lahko rekli, da celo tam 1,5 do 2 desetink na krog. Kar mu ne bo dalo neko novo možnost strategije na sami dirki, ampak mu bo omogočilo dobiti neko prednost, kjer bo imel več elastičnosti pri odločanju. Seveda, razumemo lahko tudi to, da pri Red Bullu in Mercedesu bodo imeli bistveno boljši ritem od vseh ostalih. Tu na progi Paul Ricard smo se vrnili v tiste stare čase, kjer ukolikor nisi sedel v prvi ali drugi ekipi, so se vsi ostali praktično tepli za drobtinice. Grd korak nazaj. In mnoge izmed vas sedaj lahko zanima, zakaj Ferrari ni več tako konkurenčen. Zanimivo vprašanje, na katerega bom skušal dati sedaj odgovor. Namreč, dobil sem graf, kjer je primerjava Red Bulla, Mercedesa in Ferrarija. In ukolikor pogledamo ta graf, bomo opazili, da pravzaprav na ravninah je Ferrari počasnejši. Tam, kjer je potrebno razviti končno hitrost. In seveda, možni sta dve razlagi. Ali ima izjemno visok zračni upor, ali pogonski sklop ni tako močan, kot nekateri pravijo, posebej pri visokih obratih. Vidimo lahko, da v vseh fazah pospeševanja Ferrari ni kos konkurenci. In če primerjamo ta graf s tistim zaostankom Carlosa Sainza mlajšega, vidimo, da zadeve držijo. Namreč Carlos je imel, ponavljam, 85 stotink zaostanka. In s takim zaostankom ne moremo pričakovati kakšne konkurenčnosti. Zdaj, marsikdo izmed vas bo dejal, da tretja sila je tretja sila v razmerju moči in strinjam se s to teorijo. A po drugi strani, po mojem videnju, je tudi pomembno, kak je zaostanek. Nekaj je biti tam za glavnimi favoriti z zaostankom nekaj parov sekund ali zaostajati za minuto ali več. A zopet moje osebno videnje in moje osebno mnenje. Posvetimo se še sedaj tistemu zadnjemu delu, tisti moji osebni napovedi za možne strategije. In tu vam priznam, da sam nalašč nisem pogledal nobenega članka in niti ne tabele Pirellija. To bomo storili jutri na tistem komentarju, kjer bomo primerjali mojo napoved Pirellija in vse tisto, kar se je zgodilo na sami dirki. Seveda, kot vam je verjetno jasno, tu na progi Paul Ricard, verjetno en postanek je tista racionalno edina možnost za biti hiter na dirki. Ugotovili smo, da pri vseh ekipah med prvimi 10 bodo začeli s tisto srednjo pneumatiko. Torej, prvi del na tisti medium, približno 20 do 25 krogov, a sam mislim bolj proti 20 krogov, nato tisto trdo pneumatiko in nadaljnjih 28 do 32 krogov. Seveda, predvidljiva in dolgočasna strategija z eno majhno pripombo. Namreč vozniki bodo morali biti izjemno pozorni na zadnji par pneumatik pri tisti hard izbiri, posebej v začetnih krogih, ko prijem in temperatura še ne bosta idealni. Obstaja možnost strategije tudi z 2 postankoma. Zadeva je že na papirju bistveno bolj počasna, zato sem dopisal vprašaj. Ampak gre za vajo in za vajo vam moram prikazati tudi to. V
prvi varianti se začne s tisto najmehkejšo pnevmatiko, odpelje približno 11 krogov, natakne srednjo pnevmatiko za nadaljnjih 20 krogov in na to, odvisno od situacije, odvisno od obrabe, odvisno od tistih pnevmatik, ki so še na razpolago, ali del na tisti trdi pnevmatiki, ali ponovno uporaba srednje pnevmatike za nadaljnjih 22 krogov. Seveda, strategija je bistveno bolj počasna od prve in gre samo za matematično vajo. Dvomim, da jo bo kdo preizkusil, če ne bo v to prisiljen. A seveda obstaja tudi druga možnost. Začeti z mehko pnevmatiko, približno 10 krogov, nato tisto trdo pnevmatiko za približno 30 krogov in nato mehko pnevmatiko za nadaljnjih 13 krogov. In verjetno se kdo izmed vas sprašuje, zakaj na zadnjem delu 13 krogov in v prvem delu 10 krogov. Zaradi teže samega bolida. V zadnjem delu je bolid bistveno lažji in zato pnevmatika zdrži nekaj krogov več. A seveda obe strategiji pod velikim vprašanjem, da se razumemo. A obstaja v teoriji še neka strategija, katero bi rad omenil. Izjemno težko izvedljiva, a v teoriji možna in je neka alternativa tisti prvi, ki sem jo že opisal. Začeti dirko na pnevmatiki hard in imeti izjemno dolg prvi del dirke. Govorimo o 38 krogih, kjer sam priznam, nisem pravzaprav prepričan, da bi pnevmatika lahko zdržala toliko krogov, še posebej glede na tisto, kar smo videli v Bakuju. In na to en postanek, pnevmatika soft ter 15 krogov do konca. A videli bomo v nedeljo, kaj se bo zgodilo na progi, kaj bo napovedal Pirelli in seveda na koncu bomo vse zanalizirali. Kar se tiče našega zadnjega briefinga, je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.